Dragi gledalci, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VE Faktor. Pogovarjamo se o famoznih seznamih dejanskih lastnikov podjetij v Sloveniji. Z menoj sta Matej Lahovnik in pa Ivan Simič. Zdaj, Matej, prej sem ti vzel besedo zaradi oglasov, no, pa bi te prosil, če nadaljuješ. Ne, to sem hotel reči. Pomembno je, v pauzi je lepo Ivan definicijo dal dejanskega lastnika. To je končni odločujoči faktor. Tisti, ki ima odločilen vpliv na upravljanje. In v primeru recimo Slovenskega državnega holdinga, to ni Lidija Glavina, ampak njo imenuje nadzorni svet imenuje vlada in mislim, da je prav, da je vpisan potem predsednik vlade, premijer. Tako je najbolj. Tako v vseh primerih končni odločujoči faktor in potem je stvar jasna, tudi definicija. In to pri teh državnih podjetij tudi ni težko pogruntati, ne? Ja, na koncu se ve, kje je vrh piramide. To je bistvo, po mojem. Zdaj, Ivan, ti si v tej reviji Denar, ko si se ukvarjal z tem seznamom, ne? No, pri tej reviji ne vem, zakaj si dal ime Denar, zakaj nimaš ime davki, ampak dobro, to je zdaj drugo vprašanje. Ne? To je zgodovina, od leta 1990. Ja. Zdaj, ti si tam obdelal dva primera, sem videl, ne, podrobne. En je Pop TV, ne, oziroma Pro Plus, ne, kanal A, ja. In drug primer je Delo. Ne. Zdaj, Delo si verjetno obdelal tudi zaradi tega, ker je zadnjič Stojan Petrič, ne, dejanski lastnik Dela, na veliko sporočal preko medijev, da on pa zapravo ni lastnik Dela. Ne? Ampak ti si ugotovil drugače, da on je lastnik Dela. Ne? Torej, on je posredni lastnik Dela nekje 0,8%. Ja. Posredni lastnik. To pomeni, vse to se da ugotoviti, res da nekaj stane, da priješ do teh podatkov, kajti za vse te podatke moraš v registrih pač naročiti in plačati, ampak dejstvo je, da tudi pri Delu in pri Pop TV oziroma pri Pro Plusu sta upisani kot, bom rekel, tisti, ki upravljajo podjetja slovenski. Da bo lažje za gledalce, da razumejo, najprej gremo pogledati Delo, no? Delo, torej v Delu so upisana, bom rekel, mi govorimo dejanska lastnika oziroma kot s funkcije poslovodstva sta upisana direktorja časopisne hiše Delo. Upisani direktor časopisne hiše Delo, ne? In pa članica uprave, ki sta mimo glede bivša zakonca. No, še to, da mogoče še to zanimivo. Ja. Torej, in tisto, ko greš gledati, naprimer ugotoviš, da je dejansko lastnik Dela, oziroma imetnik vseh 100% delnic, je družba FMR. Lastnik te družbe oziroma imetnik delnic je pa FMR Holding, ki ima 80%. In če gremo vse to pogledati po vrsti, je v FMR-ju, v prvi družbi, v FMR-ju je predsednik uprave gospod Stojan Petrič. Ko gremo gledati naprej, v FMR Holdingu, ki je 80% lastnik FMR-ja, je on tam član nadzornega odbora oziroma nadzornega organa in pa tudi četrti največji lastnik z 1,08 nekaj takega odstotka, bom rekel, delnic. In ta, bom rekel, FMR Holding ima 1012 lastnikov, torej jaz sem vse to pač pregledal in prelistal in sem tudi potem najdel, kdo je četrti največji lastnik. Zato jaz menim, da je gospod Stojan Petrič tisti odločujoči faktor v časopisni hiši Delo in bi moral biti on upisan. Zakaj pa po tvoje, kaj je bil pa motiv, recimo, ker to je zdaj relativno zlahka, ne, si pač ti ugotovil in bi tudi se to pa zapravo ve, ne. Zato me zanima, zakaj po vajnem mnenju je bil motiv, recimo, da pa ni Petrič upisan potem. Zato, ker je verjetno nekdo dal taka navodila, da naj se vpiše član poslovodstva, če se ne more ugotoviti, kdo je bil lastnik, ampak jaz pravim, da je to napačno navodilo in tisti, ki je to navodilo dal, bi se moral vprašati. Ampak je to potem kršenje tega pravilnika, ali kako? Ja, jaz razumem to kot kršenje pravilnika, zaradi tega, ker do poslovodstva prideš, če ne veš, kdo ima obvladujoči položaj oziroma kdo je glavni tisti, ki nadzira in nikakor ne more to biti slovenski direktor. In podobna situacija je tudi pri Pop TV-ju. Pri Pop TV-ju menim, oziroma pri Pro Plusu menim, da bi moral biti upisan direktor offshore podjetja v Curaçao. Ne pa, bom rekel, ljubljanski direktor, gospod Pavel Vrabec, ker jaz vem iz mojih izkušenj, ker sem se pritoževal pri njemu, da novinarji o meni objavljajo laži in neresnice, je rekel, da ne more narediti nič. Pomeni, če ni mogel nič narediti do novinarjev, kako bo nadziral podjetje. Ampak Matej, kaj pa ti misliš, kaj so motivi potem, recimo, teh konkretnih teh dveh podjetij, da so dali pravzaprav napačne podatke, recimo, pa s tem morda celo, recimo, kršili v bistvu pravilnika, pa recimo predpisano? Ja, po moje se končni odločujoči faktori ne želijo izpostavljati. To je po moje ključno in izpostavijo pač tiste, ki so na teh izpostavah v odvisnih družbah, ampak kot sem rekel, namen te ureditve je ravno to, da je opisan končni odločujoči faktor. Ja. To pa jaz pravzaprav ne razumem, ne, te psihologije. Zdaj, za Murdocha, ne, se ve, da je lastnik številnih medijev. In to on ne skriva. Zakaj se pa pri nas to na nek način, ko pravi Matej, se nočeš izpostaviti, pa na ta način v bistvu prikrivaš pred javnostjo? V čem je to finta? Če me ne vprašaš, jaz ne razumem.
Jaz ne vem, jaz mislim, da v Sloveniji pač neka slovenska mentaliteta, ampak pravzaprav, jaz ne vem, se vsi vejo, da je Stojan Petrič odločilen dejavnik v delo, da ima vse škarje in platno, da praktično v vseh pomembnih odločitvah on odloča. Tako da pravzaprav tudi sam ne vem, zakaj se tudi sam ne vpiše tja. Tako kot vemo, da v prodaji Pop TV, kot se že omenila, oziroma Pro Plusa ne bo odločil gospod Pavel Vrabec, ampak bo odločil nek Američana, ki je pač nekdo v ozadju. Dejanski lastnik, jasno. Dobro, to niso gledalci slišali, to smo se pogovarjali prej med odmorom, ampak dobro, zdaj smo tole pojasnili. Zdaj, tako gremo, pravzaprav avtomatično vsebinsko prehajamo v drugo temo. Ali Slovenija potrebuje posebno finančno policijo, ki se bo ukvarjala ločeno od nacionalnega preiskovalnega urada, ločeno recimo od običajne policije, ločeno od davčne uprave oziroma FURS-a z najtežjimi oblikami gospodarskega kriminala. Zdaj, eni pravimo, da jo potrebuje, drugi pravijo, da ne. Ivan, mislim, da si ti med tistimi, ki praviš, da je ne potrebujemo. Enkrat smo že imeli neko podobno debato. Torej, jaz poznam delovanje... Zdaj, samo še sekundo, zdaj bi prosil, da vsi v Sloveniji poznamo finančno policijo recimo iz Italije. To nam bodo v režiji pokazali, to je ta tipična slika Guardia di Finanza, veliko krat o tem pač preberemo, se pravim, ali kaj takšnega potrebujemo v Sloveniji ali ne. Torej, s komorkoli sem se pogovarjal, ki je zagovarjal finančno policijo, me ni znal odgovoriti, kaj danes ne morete narediti policija in finančna uprava, kar bi naredila finančna policija. A veš, kaj ne morejo Ivan narediti? Očitno ne morejo preganjati bogatih ljudi, ki so zavestno šli v osebne stečaje in se po Ljubljani vozijo z različnimi BMW-ji in nikome ništa, kot smo včasih rekli. To ne bo ustavila tudi ne finančna policija, ker enostavno si zmer nekdo lahko vzame, registrira avto in ga da svojemu kolegu zavoziti. To je drugačen problem. Jaz pravim, da davčna uprava, torej jaz lahko povem, da ker sodelujem v velikem številu osebnih davčnih pregledov kot pooblaščenec, vem, da davčna uprava to dela dokaj striktno, torej ne ločuje med enimi in drugimi, torej pregleduje vse, izdaja tudi odločbe. Ne bom zdaj zahajal, a so zakonite ali niso, so pravilne ali niso pravilne, ampak to se dogaja in se izvaja. Normalno, tisto, kar pa to pripelje, do česa to pripelje pa do tega, če se vežemo na prvo temo, da tisti, ki so bili do zdaj direktorji in lastniki, so na podlagi zakonske prepovedi postali skriti lastniki. In ne morejo biti dejanski lastniki, več se ne morejo izkazati in so lepo skriti, vozijo prepovedi, ki jim zakon prepoveduje, da lahko ustanovijo novo podjetje, da so lahko direktor podjetja. In potem najdejo nekoga, ki je to namesto njih. In zato jaz pravim, da finančna policija, tudi če bi zdaj formirali finančno policijo, kdo bi pa bil zaposlen v tej finančni policiji? En del delavcev iz finančne uprave in en del delavcev iz policije. Ampak ti bi še zmer, torej, imeli bi samo en več organ, ki ne bi nič več počel. In nihče me, torej, če me nekdo prepriča, v čem bo finančna policija boljša od tega, kar imamo zdaj, ker finančna uprava in policija med sabo sodelujeta in sta nekako finančna policija, ne najdem nobenega razloga. Je pa to, bom rekel, lepa predvolilna tema, govori se skozi o Italijanih, ampak mi, če gledamo danes, koliko Italijani, ki pridejo v lokal z pištolami in puškami, se tudi danes pri nas zaposleni iz finančne uprave pridejo z pištolami, tudi glavno tako v lokal. Pridejo v te ljubljanske lokale, tam, ki je prometa po 1000-2000 evrov na mesec, tja pridejo, to je res. Ne, več pregledajo, najdejo več. Jaz sodelujem v pregledih in vem, da so številke dosti večje. Dajmo izhajati iz obstoječega stanja. Obstoječe stanje je, da se verjetno vsi strinjamo, da bančna luknja ni bila naravni pojav. Nekateri so zaradi vrtanja bančne luknje v Sloveniji odlično obogateli. Izčrpali so podjetja, jih poslali v osebni stečaj. Vsi poznamo na stotine ali da ne rečem celo mogoče jih je 1000 ljudi, ki so izjemno obogateli, končali v osebnih stečajih, ko so bili proti njim izpeljani postopki, hkrati pa so svoje premoženje še pravočasno prenesli na babice, otroke, zakonske partnerje. Jaz se strinjam lahko z Ivanom. Gotovo, FURS že zdaj ima pristojnosti, da ukrepa. Vse podatke ima. Vemo, kakšni so izkazani dohodki, kakšno je premoženje. Ampak naj mi nekdo za Boga v tej državi odgovori, kako je mogoče, da FURS in ostale institucije preganjajo predvsem te male podjetnike, običajne ljudi. To, kar je zdaj Ivan rekel, ljubljanske lokale. Medtem, veš, ko pa babico nekega ali pa teto nekega tajkuna, ki je nenadoma postala lastnica jahte, vikenda, podjetja, cela vrsta nepremičnin,
se ji pa ne zgodi nič. Nihče ne stopi tja pa reče, oprostite gospa, tole so vaše davčne napovedi za zadnjih 10 let, tole so naši podatki, tole je vaše premoženje, ugotavljamo neskladnost in vam zasežemo premoženje ali pa naložimo dodatno plačilo davka. Jaz poznam, v Velenju je pravzaprav javna skrivnost primer nekega menedžerja, ki, ko mu je umrla sorodnica, mislim, da je šlo za mamo, je bilo nakončalo potem v zapuščinski razpravi več 10 stanovanj, cele vrste nepremičnina, pa očitno je šlo skozi, nič se ni zgodilo. Jaz ne vem, jaz ne trdim, da mi že sedaj nimamo nekaterih institucij in zakonodaje, po kateri bi to lahko počeli. Ampak trdim, da imamo sistem, ki odlično lovi male ribe, mreže lovijo male ribe, velike ribe se pa izognajo. In ideja, jaz mislim, zakaj je dobra finančna policija? Zato, ker bomo imeli specializirano, mogoče majhno institucijo, odličnih strokovnjakov, ki se bodo lotili banksterjev in teh največjih primerov gospodarskega kriminala. Jaz še enkrat bi rekel, vseeno je, ali temu rečemo finančna policija ali pa policija za pregon banksterjev, institucija za pregon velikega kriminala. Na vse zadnje imamo tudi sodno prakso, so uvedli specializirano državno tožilstvo s tem namenom, da se loti velikega gospodarskega kriminala. In NPU. Imamo te zadeve in jaz mislim, da bi rabili finančno policijo, ker po eni strani pravim, jaz opažam, tudi sam poznam celo vrsto primerov osebnih stečajev, kjer vsak pomembnejši podjetnik, ki je navrtal bančno luknjo, pustil za sabo dolgove, konča v osebnem stečaju. Ko pa pogledaš njegov življenjski standard, pa vidiš, da se popolnoma enak in živi mirno, ker ve, da se mu ne more nič zgoditi. In očitno, jaz ne učitam Fursu, da ne upravlja svojega dela, ampak ni fokusiran na ključne stvari. In jaz mislim, da ta fokus na velike ribe bi lahko naredila specializirana inštitucija, ki bi se je reklo finančna policija, potrebuješ pa za to jasen politični mandat oziroma politično voljo in podporo. Ivan, tukaj stojijo argumenti, ne? Stojijo argumenti, ampak to je zaradi tega, ker imate videti premalo informacij. Vse to, kar je Matej povedal, jaz se z njim strinjam. Vse to se dogaja. Te mame dobijo davčne preglede. Te mame morajo dokazovati, odkod jim premoženje. Če ne dokažejo, jim odmerijo 70%. Torej, to se dogaja, ampak nihče o tem javno ne govori. Torej, nihče ne govori. Torej, jaz vam povem, da se delajo, bom rekel, na nek način izravnave. Torej, finančna uprava tukaj dela, bom rekel, dokaj striktno, ne loči ne med levimi, ne desnimi, ne med katerimi koli drugimi. Torej, jih pregledam, ampak o tem se ljudje ne pogovarjajo. To ni javno, je pač davčna tajnost, ampak jaz pač v nekaterih teh pregledih sodelujem kot pooblaščenec in vem, da se to dogaja včasih tudi nezakonito, zaradi tega, ker želijo nasilno nekaj odmeriti, ne upoštevajo se zastaralni roki in tako naprej. Tako da to se dogaja in jaz pa tega razumem, ampak pač, ker ni poznal teh primerov, mogoče tudi ta gospa iz Velenja ima pregled, ampak ona o tem ne govori, ker dosti ljudi ima preglede. Mene bolj moti to, da ko se je zgodila ta bančna luknja, da se ni šlo takrat takoj v akcijo. Takrat bi lahko policija takoj to pregledala in jaz mislim, da je to bolj tudi postal političen problem, ker je nekdo imel zaščiten hrbet, da ga niso pregledovali, ker bi se mogoče tudi kakšni politiki našli, bomo rekel, v tej mreži določenih nedovoljenih dogodkov, ki so se dogajali. Tako da jaz ne morem najti v finančni upravi nobenega očitka, da ne bi koga pregledovala. Ne, se tukaj verjetno ni bil očitek, pa kaj bi jaz sam pritrdil Matejo, mislim, da Matej, da nisi šel v smislu tega očitka. Ne, Ivan, veš kaj, jaz pa malo težko verjamem temu vsemu, kar praviš, čeprav, zakaj ti ne bi zaupal, zato ker vidim pravzaprav, kaj se dogaja. Jaz, tako kot Matej, jaz ne opazim nobene razlike, ne v finančnem položaju, ne v statusu, ne vizualno drugače, z ljudmi, ki so šli v osebni stečaj. Poznam veliko in živijo tako kot prej. Ja, če dovoliš, jaz se z Ivanom v marsičem tudi v večinoma strinjam in tudi Furs mislim, da je bil izjemen korak naprej narejen. Furs je relativno učinkovita institucija, da jim ne delamo krivice. Ja, potem pa narobe nekaj z NPU-jem. Ja, samo poglej, v Sloveniji imamo poseben primer popolne zlorabe osebnih stečajev. In jaz mislim, da imamo nekaj velikih oblik, temu lahko rečemo gospodarski kriminal ali pa kako drugače, ki
potrebujejo sistemsko obravnavo strani specializirane institucije. FURS se samo s temi velikimi primeri ne more ukvarjati, ker je sistemska institucija, ki se ukvarja s celo vrsto primerov, od velikih do malih. Jaz pa mislim, da moramo tukaj se ukvarjati res tistimi velikimi primeri, kjer je prišlo do velikih, pravzaprav utaj premoženja, skrivanja premoženja. Na vse zadnje vsi vemo, da so pustili nekateri posamezniki velike dolgove za sabo, da imajo ogromno premoženja in to tudi, če bodo kdaj šli za kakšno leto, dve sedeti na dob, to je brez veze. Navadni davkoplačevalci od tega nimajo nič. V bistvu lahko rečemo, da se jim je celo splačalo izvesti ta gospodarski kriminal, ker greš 2-3 leta. Ampak Matej, tipičen takšen primer je primer Mateja Laščana, lastnika Dela Revij. To je tipičen takšen primer. To je ena najbolj bizarnih zadev, ki smo jih lahko videli, ker pravzaprav imamo tudi celo vrsto drugih primerov, ker vidimo, da tudi sodišča te oblike gospodarskega kriminala relativno blago obravnavajo, pa tudi oblike zapora, ki jih prejmejo, so pravzaprav pogostokrat celo kakšen vikend zapor. Tisto, kar jih bo bolelo in kar je ključno, je, da se jim zaseže to premoženje. In prav je, da to premoženje konča v proračunu, ker tudi davčno luknjo smo vsi, oziroma bančno luknjo smo pokrivali vsi davkoplačevalci iz proračuna, tako da ne da bi očital FURS-u, da je zdaj čisto neučinkovit, ampak mislim, da je premalo učinkovit, ker tudi ni namen FURS-a, da se samo na velike primere usredotoča, ampak mora sistemsko vse obravnavati. Medtem ko finančna policija bi se lahko usredotočila samo na te najbolj razpite primere, kjer je mogoče tudi marsikomu kaj vzeti. Tam, kjer nič ni, še vojska ne vzame. Ampak tukaj, ko gre za te velike primere, mislim, da je veliko zavzeti, seveda pa ne samo... Matej, 30 sekund, če imamo, 5 sekund, če imaš, Ivan. Torej, jaz bi povedal, vse to se strinjam, odvzeti premoženje, ampak premoženje vzeti zakonito in za dokazi. Ne moreš pa premoženje vzeti brez dokazov, kar se danes dogaja pod neko ihto in nekim medijskim pritiskom in tako naprej. To je treba ugotoviti in zaradi tega jaz menim, da imamo vse vzvode. Nismo daleč od skupnih stališč. Ne, tu se strinjamo v celoti. Matej, hvala, Ivan, za debato. Vse itak mislim, da bomo se o tem še pogovarjali. To je zaenkrat hvala, gremo na oglase, potem pa se vrnemo k temi, kaj Miro Cerar počne Mariboru.